Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem z vami v naravi, v družbi prelepih ptičkov, ki že na ves glas čivkajo. Katero pravljico bomo danes prebrali? Ali slišite? Še ne? Potem pa je čas, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Trnjuljčica. Nekoč sta živela kralj in kraljica. Že lep čas sta bila skupaj in zelo sta bila žalostna, ker sta bila še zmeraj brez otrok. Nazadnje se jima je po dolgih letih le rodila prelepa hči in na čast njenega rojstva sta priredila veliko slavje. Na krstni dan sta princeski za botrice povabila vseh 7 vil, ki so živele v kraljestvu. In te naj bi, kot je bilo v navadi, otroku prinesle vsaka svoj dar. Po krstu so se gostje vrnili v palačo, da bi se udeležili pojedine. Vsakega je na njegovem mestu čakala zlata škatlica s priborom, nožem, vilicami in žlico iz najfinejšega zlata in okrašenimi z diamanti in rubini. Na lepem pa je v dvorano stopila zelo stara vila, ki ni bila povabljena, ker že 50 let ni prišla iz stolpa, kjer je živela. Vsi so mislili, da je že zdavnaj mrtva. Kralj je ukazal postaviti na mizo še en pribor, vendar je zlatega, kot so ga imeli že drugi, žal zmanjkalo. Stara vila je mislila, da jo zapostavljajo in si je jezno mrmrala v brado. Najmlajša vila jo je slišala in ker je posumila, da naklepa maščevanje, se je skrila za zaveso, da bi bila svojim darom zadnja na vrsti in bi lahko, če nič drugega, vsaj umilila zlo, ki ga namerava starka priklicati nad princeso. Medtem pa so vile druga za drugo začele podeljevati darove mali princesi. Ena je prerekovala, da bo najlepše bitje na svetu, druga, da bo imela angelsko dušo, tretja, da bo zelo ljubka, četrta, da bo odlično plesala, peta, da bo pela kot slavček in šesta, da bo imenitno igrala na vse vrste glasbil. In ko je prišla na vrsto stara vila, je rekla. In glava se je tresla bolj od užaljenosti kot od starosti, da se bo princesa, ko bo stara 15 let, z vretenom zbodla v prst in umrla. Ob strašnih starkinih besedah je vse spreletel srh. Tedaj pa je vila, ki se je bila skrila za zaveso, stopila naprej in spregovorila. Pomirite se, veličanstvi, vajina hči ne bo umrla. Seveda nimam dovolj moči, da bi povsem odvrnila urok. Princesa se bo res z vretenom zbodla v prst, vendar ne bo umrla, temveč se bo le pogreznila v globok spanec za 100 let, ko bo prišel princ in jo prebudil. Kralj je, da bi preprečil nesrečo, ki jo je oznanila starka, dal natisniti razglas, s katerim je smrtno kaznijo prepovedal vretena v svojem kraljestvu. In po 15 letih sta morala kralj in kraljica od doma. In tako je imela princesa na voljo ves grad. Sprehajala je se iz sobane v sobano, nazadnje pa se je povzpela v stolp, v majhno podstrešno sobico, kjer je sedela starka in predla. Kaj pa počnete? Je radovedno vprašala princesa. Predem, ljubka deklica, je odvrnila starka. O, kako zabavno! In kako se prede? Prosim vas, pustite, da poskusim. In kakor hitro je princesa vzela v roke vreteno, se je zbodla v prst in nezavestna padla na tla. Starka je začela klicati na pomoč. In takoj so prihiteli prebivalci gradu. Močili so dekličino čelo, ji drgnili bele roke in lica z odišavljeno vodo, vendar se jim ni posrečilo, da bi jo obudili. Ko je kralj izvedel za novico, se je spomnil, kaj so napovedale vile in misleč na prerokbo je naročil, naj princeso odnesejo v najrazkošnejšo spalnico v palači in jo položijo na posteljo, prekrito z brokatom. Princesa je bila tako lepa,
da je spominjala na angela. Videti je bilo, da tiho, rahlo, skoraj neopazno diha. In to je dokazovalo, da ni mrtva, ampak spi. Kralj je ukazal, naj jo pustijo mirno spati, dokler ne napoči ura, da se prebudi. Dobra vila, ki je rešila življenje in jo v zameno obsodila na 100-letno spanje, je živela v kraljestvu oddaljenem 12.000 milj. Vila je nemudoma odpotovala in čez 1 uro se je prikazala pred palačo v ognjeni kočiji, ki jo je vlekel zmaj. Kralj je šel naproti in ji ponudil roko. Tisti hip so tudi vzgojiteljice in dojilje, plemiči, kuharice, kuharski pomočniki, paži in lakaji globoko zaspali, tako da se bodo prebudili šele hkrati s svojo gospodarico. Prav tako se je dotaknila konj v konjušnici in velikih psov čuvajev na dvorišču. In kakor hitro se jih je dotaknila, jih je že objel spanec. Celo je ribice, ki so se na ražnju vrtele nad ognjem, so obstale. In še ogenj je kot okamenel. Vse skupaj se je zgodilo v trenutku in vila je izginila. Ko sta kralj in kraljica poljubila hčer, sta zapustila palačo in naročila, naj objavijo prepoved, da bi se kdo približeval začaranemu gradu. V nekaj trenutkih je na dvorišču zraslo toliko dreves in trnovega grmovja s prepletenimi vejami, da se nihče, ne človek, ne žival, ni mogel prebiti skozi gosto mrežo. Nad goščo so štrlele le konice grajskih stolpov. Po 100 letih pa je sin kralja, ki je tedaj vladal, odšel na lov v tiste kraje in želel izvedeti, čigav je grad, katerega stolpi se vzdigujejo nad neprehodnim gozdom. Nekateri so rekli, da gre za začarani grad, drugi, da je to kraj, kjer se zbirajo vsi okoliški čarovniki. Tretji pa so trdili, da tam živi velikan. Princ je poslušal starega kmeta, ki pa mu je rekel: Princ, pred več kot 50 leti sem slišal pripovedovati svojega očeta, da v tem gradu spi najlepša princesa na svetu. Zdi se, da je bila princesa začarana za 100 let, a nazadnje jo bo rešil neki kraljevič. Mladi princ je bil prepričan, da je prav njemu usojeno, da princeso očara, in v hipu se je odločil, da se bo prebil do gradu in si ga ogledal. In ko se je odpravil v gozd, se je drevje, robidovje in trnje razmikalo, da bi ga pustilo skozi. In ko je stopal proti gradu, je na eni strani zagledal široko pot in se napotil po njej. Najbolj ga je presenetilo, da mu nihče od spremljevalcev ni mogel slediti, ker se je drevje, robidovje in trnje spet sklenilo za njegovim hrbtom, kakor hitro je šel mimo. Nazadnje je prišel do vhoda. Kar je videl, bi vsakogar vznemirilo. Vse povsod so po tleh ležali ljudje in živali, kot da so mrtvi. Ko pa je princ videl pri ljudeh nasmejane obraze, je spoznal, da samo spijo. Prečkal je še drugo veliko dvorišče in se je uspel po stopnišču v grad. Stopil je v dvorano stražarji, ki so speči stali s kopi obrami. Prehodil je več soban, polnih okrasja in ljudi, ki so utonili v spanec, medtem ko so stali ali sedeli. Končno je stopil v spalnico v samem zlatu. Zagledal je posteljo z rahlo razmaknjenim baldahinom in na njem najlepši prizor, kar jih je kdaj videl. Princesa sijoče lepote je mirno spala. Princ se je počasi približal, kot da se jo boji prebuditi. Pokleknil je k njenim nogam in ravno tedaj se je končala dolga začaranost. Princesa se je prebudila in ko je uzrla mladega princa, je zašepetala: Ste vi moj princ? Kako dolgo ste me pustili čakati? Princ ni vedel, kako naj izrazi svoje veselje. Nazadnje je le spregovoril in princesi rekel, da jo ljubi bolj kot samega sebe. Hkrati s princeso pa so se prebudili prav vsi v palači.
in nadaljevali svoje opravke tam, kjer so jih nekoč prekinili. Vzgojiteljica je sporočila princesi, da je obed na mizi. S princem sta odšla v jedilnico, katere stene so bile prekrite z zrcali, pri jedi pa so jima stregli princesini paži. Violine in flavte so igrale zelo stare, a prelepe melodije. In po jedi je kaplan poročil mladi par v grajski kapeli. Bila sta zelo srečna in imela sta 2 otroka. Kako prisrčna pravljica in s kako lepim koncem. Ja, že večkrat smo spoznali, da ljubezen premaga vse težave, še tudi trajajo kar 100 let, tako kot pri naši Trnulčici. Tako, to je bila današnja pravljica, ki sem jo pripravila za vas. Če pa si želite ogledati še kakšne druge pravljice, potem le kliknite na moj knjižni kotiček in se kmalu vidimo. Lepo se imejte in čau, čau!